No, in se ne vem, na kaj sem si to navezal, ker me je odnesel tangencialno, ampak sem te pa hotel to vprašati, ker zanj si, ne vem, komu si napisala, da zdaj ne svetuješ več po urah. Ker jaz sem pa ravno za take primere pa začel. Prej sem vedno delal striktno projekte, ampak zdaj pa za neke primere rečem, to je pa po urah. Ja, jaz sem imela včasih tudi ta svetovanja, Ja? ampak sem jih imela zelo veliko. Tako zelo veliko, da sem jih imela, ne vem, 3 do 5 na teden, recimo. Okay. Ampak pač pri meni svetovanje, jaz sem temu rekla svetovanje z načrtom, pač jaz sem vedno tudi narisala, zato ker midva se lahko pogovarjava o nekih rožcah in v vrtu, kakor se hočeva, ampak pač jaz si nekaj predstavljam, ti si nekaj, če imaš pa ti na papirju, to je tvoja hiša, takole gre pot, tle imaš smeti, tukaj bomo zaprli, pač pa vsi isto vidimo. In sem imela te svetovanja, da sem pač isto prišla, sem bila tam, ne vem, 2 uri recimo, ali pa do 3 ure recimo. In smo se pogovarjali in sem pa jim naskicirala, to premišljujem. Na sestanku ali kasneje? Že na sestanku. Najprej sem pač tam, pa smo se pogovarjali, recimo 1 uro pa pol ali pa 2, pa hodili, pa kaj pa to, kaj pa kaj imate radi, kaj In pa sem rekla, zdaj pa jaz rabim, ne vem, pol určke in sem šla po vrtu in sem si naskicirala pač te želje, tako hitro skico, takole mislim in pa sem jim pokazala, takole premišljujem in pa sem doma to še enkrat narisala na lepše, da sem ali dobila njihovo dokumentacijo, pa sem še enkrat narisala, pa sem še neke okvirne materiale, pa okvirne rastline, tako da je v bistvu kot neka prva ideja, ampak je bila že toliko razdeljena, da če bi bila enostavna parcela ali tipska, ki sva se midva pogovarjala, da so na podlagi tega že lahko nekaj naredila. Ampak pa sem videla, da se ljudje, pač to nisem toliko računala, kot pač te projekte, ki moraš 3D model postaviti, pa vse, pa je bolj domišljeno, pa tako, pa rešeno. Je bilo tega toliko, da sem imela občutek, da skozi isto govorim, kaj? Res, tako, in sem se počutila, da mi kar malo ubija kreativnost pa duha, ker so bile to, večino strank, ki se je za to odločili, so bile ali neke stare hiše, pa veš, da so recimo mladi podedovali kakorkoli staro hišo, mama zdaj ne more za ta ogromen zelenjavni vrt skrbeti, midva bi nekaj zrihtala, dajmo samo malo spremeniti. A so bile pa te neke tipske hiše, manjše, pa tako, če je bila pa tako kot tele, recimo, ki ga imava zdaj, tle ta tvoj projekt, ki si vtičal v blatu, to sem rekla, mi ne moramo svetovanja tukaj delati, jaz sem tudi lahko rečem, ampak škoda vašega denarja, ker se ne boste mogli pomagati, ker je prezahtevno, razumeš, Tako da sem že tukaj jim rekla, ok, vi ste primerni, vi pa niste primerni, No, skratka, in sem imela tega zelo veliko, sem to najprej sem imela, ne vem, 3, tudi 5 na teden, pa sem omejila na, ne vem, 2 na teden, recimo. Ampak sem videla, da imam prenasičeno glavo od teh, recimo, imam midva projekte, imam jaz svoje te velike projekte, pa imam pa še te svetovanja, ki so bile pa tako malo pač instantne, hitre rešitve. In sem pač prenasičeno denarja. Meni je denar boljši od teh svetovanj. Pač, če gledaš čas pa denar, ki ga ven dobiš, je sigurno boljši bil od svetovanj. To plačane ure ne spraviš v nobenem projektu skupaj. Ja, tako, tudi slučajno, Ampak sem se pa počutila kot ena lajna ali pa kot tako, ne vem, malo sem se strošeno počutila. Ne pravim, da nam nikoli več delala tega, razumeš? Ampak zdajle ko sem pa še pač bil projekt Naša hiša, ker sem tudi rekla, pač bom jaz notranjo opremo risala in vse, ker je pač spet čez druga zgodba, In pa sem zdaj, ko smo se vselili, zadnje mesece sem bila zelo veliko na hiši, pa z izvajalci, pa pregledovati vse milijon podrobnosti, ki se pač pol pokažejo, ki moraš biti zraven, Sem se čutila prenasičeno in sem se bala, da bo raven dela, pač v smislu kvalitete, da mi pada, oziroma da mi grejo stranke na živce, oziroma da sem tako, da premalo premisleka dam, ker sem ga prej več, recimo. Skratka, to sem začela pri sebi opažati in to mi ni bilo okej. In pa sem pač sprejela odločitev, da delam samo pač te
ne samo parcialno, kako bi mi dvorišče, pa tlakovce, pa pač te svetovanja, ampak pač da delam celostne projekte in imam tudi vse polno. Tako. Ja, a ne. Pač je posledično je manj nekega miselnega loada teh različnih vrtov, že, pa jih je tudi velika, ne. Ampak ja, zato, ker poja, veš, tudi moram reči, da velikokrat se je tudi tako naredili tisti, ki najmanj plača, največ hoče. Tako. A veš, To je vedno tako. A veš, in pojem, ne vem, te kličejo, ja, 2 leti nazaj, pa smo delali svetovanje, pa zdaj imamo pa tle izvedbo, dajte sam, koliko pa imamo mi to kvadratov, vas lahko gradbinc nekaj vpraša. A misliš, da jaz vem, kaj govorimo, tako, gospa, jaz se pravičujem, ampak jaz to slučajno ne vem, tako, žal mi je. No, Še sploh, če ni bil projekt, ampak samo svetovanje 2 urce. In potem se rekla, to je svetovanje, to pomeni, da je nasvet. Jaz ti dam nasvet samo zato, ker mi govorimo o grafični stvari, ki je pač pa arhitektura, ne rdeča barva, ki je za vse ista, a ne? Pač ti jaz to narišem, pa ti dam še nekaj idejna izhodišča, ala klopica v zid vpeta, podobno kot tole, pa poj slika s Pinteresta, zato da si lažje predstavljamo, da ti lažje si predstavljaš, a je to, a ni to. Ampak dejstvo je, da so vse pravim, eni so poj tudi uspešno naredili te svoje vrtičke na podlagi tega, eni so jih pa želeli narediti, ampak so imeli še vsem premalo informacij, bi rabili projekt imeti, ne, in poj jaz rečem, gospod, ne moramo projekt narediti, ja, ampak kako ne, se imamo načrt, mislim, mi bi zdaj radi, dale sem imela eno, mi bi radi zdaj na razpis se prijavili, razumeš, s tem načrtom, z vašim svetovanjem 5 let starim. Nisi povedala, da nimate načrta, imate samo mojo skico. Gospa, to je nasvet, razumeš, ja, no, skratka. No, pa sem videla, da mi je to, da mi ratuje skoraj malo breme mentalno in tako, in sem rekla, da zdaj pač da tole dam stran, tole pa delam dalje, pač. Ne pravim, da ne bom nikoli se drugače odločila, ampak v tem trenutku mi to stresa. Super, ja. No, pa zdaj sem se zavedel v bistvu v tvojem primeru, ko te nekdo pokliče, če mu nekaj nasvetuješ, kako si rekla, enim je ratalo že iz tega lepo speljati vrtičke, ne? In na nek način, sicer ne, da bi bila ti na škodi, ampak ne, da si odžreš posel, ker itak, če ne bi ga tako predala, tudi ne bi projekta in prodala, ne ti nekdo drug, ne bi pač sami nekaj napredali. Ampak kljub vsemu se zažira. Medtem ko jaz, če tako pridem nekam, tudi se ta je slučajno, da se zamenimo dejansko za hišo, pa bo ali pa ne bo, ampak tudi če komu drugmu posvetujem, jaz si nič ne odžrem posla. Ker od tega, kar jaz tam na sestanku narišem, ali pa eventualno še kakšno skico potem, pa do tega, ker moramo pa pol, če gre za res mi narediti. Je vesolje razlike, ne? Ja, itak. Veš, ja. Ne more kdo iz moje skice, zdaj bo pa kar sam. Mislim, a veš, kako odžrem? To je samo tako, da začuti, a se poklapamo, kam iti. Tako, povohamo se malo, ne? Tako, povohamo se, a vidimo, a je, a ni tako. Mislim, ja, odžrem posel, kakšne tudi, recimo, ampak moram reči, da tip stranke so se za svetovanje odločile, pa tip stranke se pa odločile. So različne, to sem rekel. To je drug tip stranke. To je drug tip, ja, in zato sem rekel, da te se sigurno ne bi potle za načrt projekta. Tako je, to je drug tip stranke, tako da ja, ta del te niše, ki sem si jo zdaj zaprla, ja, sem si pač zdaj zaprla, ampak lej, zame jaz lahko rečem, da je bila to zdajle, da je bila prava odločitev, ker pač, a veš, vse finančno je pač manj zdaj, ampak tako, ni vse v denarju ali kaj, no, ne vem, okej. Ja, tudi to bi se strinjal, vse, če bi bila prvi cilj, čim več denarja, verjetno nekaj jaz ne bi ravno to počela. Ne, ja. Znam bo verjetno delati še kaj drugega, ker bi mogoče malo več denarja. Fino je delati nekaj, kar te veseli, pa da za sabo in dober track record puščaš. To se mi zdi neke presežke za to. Mislim, ker na koncu, veš, toliko časa, ker delaš, ti pol svojega življenja delaš, pač pustiš v službi, a ne? Fino je, da delaš nekaj, kar te veseli, a ne? Pa se ne, da te skozi veseli, da je skozi, ampak da te generalno zanima pa veseli, ker jaz, a veš, jaz sem v zuniji, pa smo na morju,
pa si slikam rastline, pa Google Lens, pa kje je to, a je ta, ni. Zato, ker so mi lepe, ker me zanima, ker so tako, a je ta, a ni, a bo. A če jo dam jaz pri sebi, pa bo preživela, a ne bo, a kaj se bo zgodilo, ne, pač tako. Ja, in če najdeš posel, ki je pač v tej niši, ki te zanima, je to prav blagoslovno. No, pa nekaj ostaja za nami, ker smo izkušnja, to, kar sem prej rekel, iz mojega prejšnjega življenja, 25 let sem delal stvari, ki smo delali... Kaj si ti delal, Matej? Jaz sem imel s partnerjem eno firmo, ki smo delali spletne strani, pa portale, pa intranete, pa vse živo. Ja. In to big time, to, ker smo bili med prvimi, a ne, smo to je tvoje drugo življenje. Sveta, no, ne. Smo delali z vse blue chip, ne vem, Luko Koper, Aerodrom, Dravske elektrarne, Autokomers, Helios, Belinka, tako, Eles, tako res big time, a ne. Ampak če pogledam, kaj je danes od teh 25 let, pa sem užival in sem se tudi veliko naučil in vse. Ampak tega sploh ni. Ničesar ni. Vse so prenovljene, gospodarske zbornice. Jih ni. Obrtna zbornica, gospodarska zbornica. Mislim, nič ni. Če bi to delal ekvivalent tega v arhitekturi, to bi bil Lukijen terminal, nova tamle stavba na letališču, a veš, ne, in se mi zdi, da v tem, ki sva zdaj, ne, veliko več za nama ostaja. Ne? Ker te hiše podelali pa ne bojo zdaj čez 50 let, verjetno. Ne? Ja, pa si ti, recimo, če jaz delam vrtove, pa se nekaj, da pač jaz jih rada delam, jaz imam rada vrtove. A si ti tudi, jaz rad delam pač hiše, stanovanjske hiše, a imaš tudi, imaš neke apetite delati, ne vem, ali Luka Koper, terminal, ne vem, Stožice, neki tako, neki. Ne, nimam. Nimaš? Nimam. Več razlogov za to. Prvi razlog je, da mislim, imam kolege, ki reče, ti sem hiše, pa to je toliko naporen, pa z ljudmi, pa to. Meni je to the best. Meni je tam sedeti z njimi, popoldne se usedemo, sedimo, večerja, ki še pršut narežejo in sedimo še do polnoči. Meni je to the best. In se o teh pogovarjati, o lifestylu in to. In to so dejansko ljudje s svojimi realnimi željami, potrebami, tam bojo želeli, če bojo neki res želeli, bojo to tudi naročili, naredili, če bojo le imeli sredstva. Ne? Ni to, ker karkoli večjega imaš ti opravka z nekimi državnimi uslužbenci, sekretarji ali pa nekimi uslužbenci po gigapodjetjih, kar je približno isto, ki pač čisto iz nekega drugega interesa ali pa vzgiba ali pa po nalogi neki to delajo in je to je en razlog. Drug razlog je, da tako sem rekel, 25 let sem delal druge stvari in ti rabiš nekaj časa, nekaj pedigreja, tako po referencah kot po znanjih, da ti narediš en štadion, recimo. Ne. Jaz tega pošteno povem, ta trenutek ne znam narediti. Ne. To ne pomeni, da se ne bi lotil še kakšne druge stvari kot hiša. Recimo delali smo manjšo stvar, to, ker smo delali ta paviljonček v čolnarni, tam Trboje. Ne. Zelo luštno. Pa zanj smo se zahecbali, ne, da bi resno, ker jaz itak ne maram natečajev zaradi tega, ker tam moraš nekaj oddati na pamet in nimaš nobenega stika s tistim, za kjer ga to delaš. Ampak sem bil tako, za team building smo šli v ta natečaj za ta bowle, ker sem te takrat vabil, za ta stolp. Ampak to je bilo bolj tako za team building. To, da smo še pol neko nagrado zraven dobili, je bilo samo fajn. Ampak tako, bi naredil še kakšno stvar, ki ni hiša, sigurno pa nič večga. Recimo, kar bi mi imponirali, je, ne vem, kakšen paviljon, recimo tako, ki je Maruša Zorc naredila pri Arboretumu, ali pa bi mi bila zanimiva kakšna majhna knjižnica, kakšen majhen vrtec, ampak to takoj pomeni, da so to neki javni razpisi, pa te stvari v takih vodah se pa jaz to težko znajdem. Dejansko težko bi funkcioniral z ljudmi, in tako da nimam, v resnici nimam nobenih ambicij v tem smislu, tako res neki na big, da bi delal. Mislim, dobro, ampak sej, ko gledaš na konc,
osnovna enota družbe, celica je družina. Ja. A veš? Ne, pa Če naredimo hiše, vrt, da se imajo doma lepo, pa so srečni, potem je posledično cela družba srečna, recimo. Že za njega investitorja bi težko, ker nima on svojih realnih potreb. Glih s Plestenjakom sva se menila, da bi tam neke hiške za trg. Pa sem prav študiral, kako ta projekt zapeljati, da bi to bilo vsem zanimivo, kljub temu, da ti še nimaš končnega naročnika. In takrat sem si zamislil, se pa še ni šel, ne vem, je že uspel tiste parcele vse odkupiti ali ne. Ampak sem si zamislil, da bi prav naredil dejansko nek zaselek, ampak tako, da bi ga vsaka od mojih sodelavk eno oblikovala, da imajo neko skupno rdečo noto, ampak da je vse nekaj različno. Ne to, da ti naštepaš 20 hiš enih in istih, vse so tako obrnjene, ne glede na vse to. In to bi mi bilo recimo tako zanimivo. Ampak daleč najboljš mi je pa to. Pa sej, za zdaj tudi čisto v redu tega živimo, dosti strank. Zadnjič sem se zavedel, mi smo po moje eni ta večjih za individualne hiše v Sloveniji. Mislim, verjamem. Za te individualne hiše, grajene iz naravnih materialov, smo pa sigurno ta največji. Čestitke. Ne, pa to nima, pa ni bil nikoli to namen, da bi bili največji. To je posledica. Zato, ker smo se sfokusirali v tako ozko nišo, ampak v tej niši pa mislim, da smo res dobri. Pa ne, da smo edini dobri, je veliko dobrih, ampak kljub vsemu to res poznamo, to res znamo. Znamo delati na zahtevnih terenih, z naročniki, ki niso tipski, pa z naravnimi materiali. Vse sem dolg rabil. Se spomnim še zdaj, takrat, ko sem nazaj v arhitekturo skočil, ker so mi ti izvajalci risali detajle, pa to, sem kar bil gledal, kaj to nam nikoli. Ampak malo počas. Ja, ne govor. Jaz isto, sploh kakšne tele, ne vem, ali oporne zidove ali te zadeve. Jaz mislim, ko s faksa prideš, to rišeš zid, kot bi v robnik, 10 centimetrski, razumeš?